V marcu in aprilu praznujemo kar nekaj praznikov. Zelo zabaven in igriv je tisti, ki ga praznujemo 12. marca. Po starem ljudskem izročilu Gregorjevo prinese pomlad, ko se ptički ženijo, zato je ta dan povezan tudi z zaljubljenci. Praznik je dobil ime po svetniku Gregorju Velikem, ki se je rodil okrog leta 540 v Rimu. Nekdaj je veljalo, predvsem v krajih na Gorenjskem, da sveti Gregor luč v vodo vrže, zato rokodelcem ni treba več delati ob luči. Po legendi je kot dojenček priplaval v lesenem predmetu po vodi, zato je nastala stara šega na predvečer praznika spuščanje Gregorčkov po vodi. Najbolj znani kraji, kjer spuščajo Gregorčke, so na Gorenjskem. To so različne barčice, hiške, cerkvice, kozolci in drugi predmeti, v katerih je svečka ali ogenj, predvsem pa je pomembno to, da so narejene prav za ta dogodek in z ljubeznijo. Vsaka zase je posebna in drugačna in odnaša po vodi dobre misli in tople želje ustvarjalca. Na ta dan je vezanih kar nekaj starih običajev in vraž, tudi ta, da se morajo dekleta na ta dan ozirati v nebo, saj jim prva ptica, ki jo ugledajo, naznani, kakšnega moža bodo dobile. V Prekmurju in Porabju so otroci hodili od hiše do hiše in prosili za darove, v Beli krajini, kjer so se preoblikli v svate, so jim darovali tudi denar. Pomladno žubrenje in veselje je vsak dan prisotno v vrtcu Slovenske Konjice. Radoživost, zvedavost, igrivost in ustvarjalnost so prepletli s tem ljudskim običajem. Strokovne delavke so skupaj z otroki dale krila domišljiji, poiskali so različen uporabno odpadni material, nekaj so ga skupaj starši nabrali v gozdovih in na travnikih in izdelali Gregorčke. Na tak način so želeli pokazati, da pošiljajo dobre misli in tople želje, da bodo uspešno pregnali temo in da bodo prihajajoči dnevi topli, veseli in svetli. Turistično društvo Slovenske Konjice je v sodelovanju z vrtci, šolami, društvi in družinami za praznik Gregorjevo 2021 na ogled postavilo izvirne Gregorčke na ploščadi pri mostu s konji ob vodometu pri Ptici. Dežne kapljice so prepustile ptici v mestu svojo ljubezensko melodijo ob pestri razstavi unikatnih domišljijskih izdelkov. Za izvirnost in edinstvenost pri uporabi naravnih in odpadnih materialov so izdelovalci prejeli čestitke in nagrade. Tako je mesto medgeneracijskega povezovanja vsaj nekaj ur v dnevu pridobilo mnogo ljubezni, dobrih želja in prijaznih nasmehov. Svetlana Makarovič je v ljubezni takole zapisala: Ko se ptički ženijo, fant si najde deklico, jablana požene cvet, zdaj ljubezen vlada svet. Steciva v pomladni gozd, tu je najina mladost. Ko otroka sva bila, sva se tu potepala. Zdaj pa sva zaljubljena, kot dva ptička bi bila. Pojeva si na ves glas, saj pomlad je najin čas. Veselo, igrivo in razposajeno je bilo napustni čas v prejšnjih letih. Naši predniki so v tem času izvajali obrede, s katerimi so častili pomladne sile in preganjali ostanke zime v veri, da bo ta obred iz dežele pregnal zle duhove, jo očistil temnih sil in priklical toplo pomlad, v kateri se bo narava ponovno prebudila. Tradicija, kultura, veselje in smeh, vse to je označevalo ta praznični čas, ko so se po vseh mestnih ulicah na pustni torek sprehajale različne pustne šeme. Nekateri so bili izvirni in ustvarjalni, drugi so maske kupili in se našemili po svoje. Vsi pa so komaj čakali na skupno rajanje, ki ga letos na žalost mnogih ni bilo. Mimoidoče pustne šeme in maškare so članice Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice na konjiški tržnici nagradile z dišečim slastnim krofom. V letošnjem letu 2021 smo precej neobičajno povezani s kulturo in tradicijo. Kljub trenutno še vedno neljubi situaciji zaradi preventivnih ukrepov je v teh dveh prazničnih dnevih bilo precej lepega, tako za oči in tudi za srce.